Zahvaljujem se Pokrajinskemu muzeju Novo mesto in njegovi direktorici Jasni dr. Solnik, da gosti našo razstavo En krompir, tri države, okupacijske meje na Dolenjskem 1941-45. Zahvala gre Juditi Podgornik za Letel, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Jožetu Glaviču iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota za Dolenjsko in Belo krajino, pa različnim krajevnim organizacijam Zveze borcev, ki so nam pomagali s povezavami do prič. Zahvaljujem se glavnim avtorjem razstave, Marjeti Bregar, njej seveda tudi za angažiranje, da lahko gostujemo tukaj, Bojanu Balkovcu, Božu Flajšmanu in Blažu Štanglu. Seveda pa velja zahvala predvsem tistim, ki so k tej razstavi prispevali, torej našim pričevalcem, poleg širše ekipe, ki jo danes ni tukaj. 45 pričevalcev z področja Dolenjske, če dodamo še okolico Litije, je ta številka 48, lahko vidite na tem ekranu. Zaupali so nam dragocena pričevanja in vsi pričevalci bodo seveda tudi prikazani v posebnem filmu. Najstarejši je Viktor Biklič iz Mačkovca, ki bo februarja prihodnje leto slavil 103. leto. Drugi pa je Stanko Kušljan, ki je letos konec maja slavil točno 100 let. Večina pričevanj je že na ogled tudi na Facebook strani Okupacijske meje, kot tudi sicer vsa naša gradiva. To je 5. razstava, ki jo odpiramo, z njimi smo pokrili vso Slovenijo, manjka nam le še Prekmurje. Namen raziskave in razstave oziroma razstav o okupacijskih mejah je večplasten. Na geografski ravni gre za to, da smo naredili natančno pretvorbo iz starih zemljevidov v moderne GPS sisteme. Tako lahko korak za korakom sledimo poteku meje, odkrivamo njene ostanke, jih registriramo in s pomočjo lokalnih skupnosti, muzejev in drugih pristojnih inštitucij skušamo opozoriti nanje in jih zavarovati. S številnimi intervjuji, doslej več kot 250, smo ohranili vsaj delček zgodovinskega spomina na težko življenje prebivalstva zaradi okupacijskih meja. Zbiranjem in analiziranjem dokumentov iz domačih in tujih arhivov prikazujemo, kako je določanje meja potekalo od najvišjih odločitev do določanja meja na terenu. Vseh meja je bilo sicer, kot smo jih izračunali v okviru raziskave, 560 km in so potekale od zamočvirjenih porečij Mure in Drave do vrha Triglava. Od Sotle in Kolpe do peči nad Ratečami, od predmestja Ljubljane, ki je bila tudi obmejno mesto, preko Polhograjskega hribovja in doline Sore do Idrije in naprej. Oblikovanje meja so pospremili vojno nasilje, deportacije prebivalstva, prebegi iz ene okupacijske cone v drugo. Hkrati pa so zaradi življenjskih potreb in partizanskega odpora, ki razkosanja ni priznaval in se je boril proti njemu, nastajali tudi utečeni ilegalni prehodi. Vse to je neizogibno povzročilo številne travme ter pretrgalo tradicionalne vzorce migracij, kmetovanja in trgovine. Meja, ki se je na Dolenjskem dokončno postavila do junija 1941, je tako presekala posestva in komunikacije, od središča Dolenjske je odrezala njen vzhodni del. Nekatere železniške postaje so postale mejne postaje, na cestah so bile postavljene cestne zapore. Pred dokončno postavitvijo meje sta ponekod nemška in italijanska vojska pri okupaciji izmenjavali. Tudi v Novem mestu so najprej visele nemške zastave. Dokler meja ni bila vzpostavljena, pa se je prebivalstvo nagibalo k enemu ali drugemu okupatorju. Čeprav na koncu seveda ni bilo kakšne velike razlike. Tako italijanski kot po letu 1943 nemški okupator sta mesto, podobno kot Ljubljano in še nekatera druga, obdala z bodečimi žicami in bunkerji.
Naša raziskava prinaša zgodovino tako imenovanih malih ljudi, ki so v že sicer nečloveškem vojnem okolju morali živeti še ob okupacijskih mejah, če jih niso izselili, seveda, in poskusiti preživeti s krivnim prehajanjem meja, obdelovanjem svojih pol na drugi strani, s tihotapljenjem, v večnem strahu pred represijami, pogosto stisnjeni med zahteva okupatorjev in njihovih sodelavcev na eni strani in partizanskim gibanjem na drugi strani. Življenje ob okupacijskih mejah je preneslo na stotine tragičnih in komičnih zgodb. Na videz drobnih, a izjemno pogumnih dejanj, najbolj zavržna in najbolj plemenita dejanja, ki jih je sposoben človek. Na ta način smo doslej uspeli izrisati vsaj grobo zgodovinsko sliko o tem, kaj so meje pomenile za usodo Slovencev, tako na nacionalni ravni, kot na ravni obmejnih okolij in posameznikov. Razsežnosti etnocidnega in genocidnega ravnanja okupatorjev, spremenjena demografska in nacionalna struktura na ozemlju Slovenije in druga ravnanja pridejo skozi obravnavo življenja ob okupacijskih mejah še posebej do izraza. Na zemljevidu nove, nacistične Evrope, v kateri je nemški Reich segal od severnega rta na Norveškem do zadnjega grškega otoka, od Moskve do Kanalskih otokov, Slovencev ni. Rezultati raziskave nam dajejo tudi realen pogled na to, kako velikanski napor in kakšna energija sta bila potrebna, da se je narod uprl in preživel. In da ima danes samostojno državo, ki je v resnici, tu se pač ni treba sprenevedati, nastala skozi upor med drugo svetovno vojno. Okupacijska meja na Dolenjskem je imela vrsto posebnosti, od tromeje med Nemčijo, Italijo in ustaško NDH, do tega, da je tukaj del ozemlja okupirala ustaška država kot četrti, doslej bolj ali manj zamolčani okupator, ki pa je po svoji krutosti presegal celo Nemce. Tako Nemci kot Italijani so skušali mejo proti NDH čim bolj utrditi in zavarovati. Za Nemce je bila to južna meja tisočletnega nemškega Reicha. Paradoksalno in žalostno je, da so še danes edini mejni kamni med Slovenijo in Hrvaško, NDH-jevski in nemški mejni kamni. Danes se prebivalstvo ob slovensko-hrvaški meji, torej meji med dvema članicama Evropske unije, sooča s številnimi enakimi konflikti in življenjskimi problemi kot med drugo svetovno vojno. Za vsakogar, ki ima vsaj malo čuta za ljudi, je kaj takega nepredstavljivo. Za bruselske, pa tudi slovenske birokrate in politike, pa so ti kraji dovolj daleč stran, da si ignoranco lahko privoščijo. Z razstavami in vsem drugim, kar delamo, ne želimo zgolj raziskati neraziskano in obuditi zgodovinski spomin, čeprav je to seveda naša glavna dejavnost. Želimo tudi opozarjati, da nas od nove katastrofe morda ločuje le nekaj korakov, le nekaj nepremišljenih političnih potez, ali še manj, zgolj ignoranca in varljivo upanje, saj se nam kaj takega ne more zgoditi. Čeprav se je v Evropi v minulem stoletju zgodilo dvakrat, na Balkanu pa za dobro mero še trikrat zraven. Hvala.